Tokratni video začenjamo v kanjonu Panicej na zahodu Romunije. Kar smo odla zdaj izpostaviti je Rok v kratkih hlačah, kratki majci in sandali, Katarina v gojzerih, dolgih hlačah. Meni je glih prav. Meni je super. Sva prišla cirka 20 metrov v en kanjon in jaz hodim s tegnicami po vodi, tukaj se zagre. Katarina se izogiba vode z gojzerji. Ampak je ful lepo, tako nam malo ne spominja neke naše spodmole, ki so jih že mislim, že lansko leto prehodila v sklopu Kraškega roba. To je neumna ideja. Katarina, gospa, sama bom vse. To so zdaj doma med zafter, kar povej, kaj se je zgodilo. Doma močil. Pomogla sem tega. Da greva jutro hoditi, pa smo zdaj mokri gojzeri. Ušice, res. Se si jih sam zmočila? Ne, nosim prav. Prav mokro? Po minuti bilo. Evo, širše. Klele crime scene. Katarina je mislila, da gre lahko kle plezat. To je bila tvoja ideja. Kaj? To je bila tvoja ideja. Dobro. Si rekel, da me boš noterilo, da ne hodim, ker ne vem, super nekaj stran. Kaj pa zdaj? Ja, zdaj grem pa to štupi. Ja, to bo šlo malo težko, ker so kar skale. Ja, mi boš dal roko, malo bolj štupi. Vse gre. Ja? Venezuela stane. Pot sva nadaljevala po izredno slabi cesti proti nacionalnemu parku Retezat. Zdaj se peljeva do Pojana Pogli, ne se zdi, da se tako napiše, oziroma izgovori. Izhodišče za nacionalni park Retezat. To nisem zdaj, če sem prav izgovorila. In cesta je kar zanimiva, z zelo veliko luknjami. Drastično se je poslabšala, ker sem rekel, se to pa ni tako slabo. To je vedno tako. No, glavno. Ni tale najna Honda za to narejena. Bomo videla, pridemo do gora, ali se. Tako da ne čaka 21 km trpljenja. Če bom ustrajal. Sam to rekel. Ker sva plačala 15 levov, kar je 3 evre cestnine za cesto, ki so rekli, ja, mogoče prideta, mogoče ne prideta. Oziroma, počasi imava 18 km vožnje. Peljala se bo pa poprečno 10 do 12 km na uro. To je zdaj 12. Rok je ful natušen. Jaz upam, da bo vredno, ker drugače bom jaz kriva. Absolutno bo Katarina kriva. Danes bova spala v avtu, ker se bojiva medvedov, drugače bi šel to postavila. Peljala so se po uni cesti 12 km, se ustavila 6 km pred koncem, ker je bilo grozen. Naredila malco, oziroma večerjo. In pa se odločila, da greva še vsem še malo.
se peljati. Prišla sva do 2 km, a je, pred koncem. In je spet en grozen odsek, ki pač ni za Hondo. Ta pa res ni. Ta pa res ni. Tako da evo, se bova pa tukaj. Postopal podvozijo tam, če šel čez. Tako imamo pa razgled navzgor. Bo, ne? Razgled je dober. Da sam pogruntati moraš še, kako se bo zračal. Zunaj je zdaj milijon mušic, ki poskušajo priti noter, če sam mičken odpreva oken. Oče ga še medved pride pa noč. Rok je opremljen z bear sprajem tam. Skoraj da ne pod glavo. Sam res, jaz gledam čez kled, je to. Ja, to je to. Čau. Evo, po pol ure hoje so po kampu, kjer bi mogla spati originalno. Ma ga tem pes ne ogleda Rok. Ni medved, ampak vsega. Kje? Skeri, lej. Živa. Ovo, kaj sem se strašila. Rabaš bear spray. Ja, malo. V glavnem, še dobro, da nisva tam kampirala, ko itak bi mogla nositi šotor in se opremo čez reko. Tako da čez kul, da sva spala v avtu. Kar sem hodila razložiti, v Romuniji nimajo markacij tako kot pri nas, mislim, imajo, ampak pač imajo tako, recimo križ je označena pot do tega jezera Bukura, tam greja midva. Recimo modra črta je pol, ne vem, do neke kabane, neke koče. Pač skoraj specifično za vsako pot je drugačna oznaka, drugačna barva. No, pa pojdimo na pot. Najna prva destinacija je bilo jezero Bukura, nato pa sva se želela še uspeti na enega izmed 2000 v njegovi bližini. Zdaj gor je v ta hrib, ki bi Katarina sicer rada šla, sem se ji malo ne da. Pa rožice. Kaj si ugotovil? Verjetno nimaš utrejeno šloga. Se ti smiji. Ne, se ful ne daj prav. Ful. Rok prav, da se gre zihar tam kaj sneg. Mislim si mislila, da treba plesati. Kaj se vklopiš 4 pogon? Ja. Ful. Razgledajte v kar lep. Tlele je spet problem, ker je pač sneg na poti in ful je strmo in malo riskantno. Cilj so bili tako to jezero, tako da bi se prišla na ta razgled, ki ga imamo pa zelo v bistvu. Razgled je bil ful lep, ja. Tale Romunija nama ni usvojena s hribi. Se že drugič okrog obrača. Sva srečala enega Romuna, zdaj bi rekel, pa kaj delate tukaj, samo imate hribe svoje. V smislu, v Sloveniji. Samo imate ful lepih hribov. Ampak je lepo. Gledajte, jaz tvoje čajno sem sabo. Plahtica. Tale pogled je pa kar lep. Oh my god, kako je to lepo. Evo sva nazaj par avtu na
Na eno srečo je zraven parkiran še en avto, tako da očitno nisva edina, ki sva obupala tukaj na poti. Dosti te me napada. Dosti. Pa greva, a ne? To, no, oh my god. Polna lepih vtisov iz nekaj zelišči več sva se poslovila od parka Retezat. Sledila je še enkrat vožnja po izredno slabi cesti, nato pa sva se usmerila proti soteski Donave, ki si jo bomo pogledali v naslednjem videu. Čau!